rodu Ljubljančan, iz zelo nacionalne, liberalne družine, nekakšen pranečak Ignacija Borštnika. In moja življenjska zgodba, takšna, kakršna je, se je začela odvijati pravzaprav leta 1941, ko je pač vojna izbruhnila v Sloveniji, v notri Jugoslaviji. Tisto poletje je bilo vse v znamenju OF. Organizirane so bile še dve prireditve, ki so bile vse narodne, to je bil Molk 29. oktobra in Molk 1. decembra. To je bilo ob 7. zvečer, smo šli vsi, ni bilo nobenega človeka na ulicah, ulice so bile prazne, tako da so Italijani vedeli, da niso, da jih ne sprejemamo s prijaznostjo. Potem seveda se je pa začelo delovanje raznih ilegalnih ljudi. Vse stranke, Ljudska stranka in Liberalna stranka, to so bile dve glavne stranke, sta imeli na program nekaj narediti, en ilegalen pokret, eno ilegalno gibanje, ki bi se upiralo od okupatorjev pač na nek način. Ampak naši ljudje, to se pravi liberalni in klerikalni ljudje, to so bili očetje, družinski očetje, so se nekako, kako bi rekel, obotavljali. Posebej, ker je iz Londona prišlo sporočilo od vlade, ne podzemljajte nobenih akcij, dokler vas mi ne moramo podpreti. In zato so bili oni reluktantni, medtem ko so komunisti, komunisti so šli pa na komando Stalina, ki je 1. julija govoril po Radio Moskva in je pozval vse komunistične partije kjerkoli po svetu, da začnejo nekaj proti Nemčiji. In oni so se tega takoj prijeli in takrat že so nam postavili tista revolucionarna načela, mi smo edina stranka, ki sme voditi ta upor. Kdo jim je dal to pooblastilo? In kdor bo kakorkoli poskušal proti okupatorju, brez naše vednosti in brez naše kontrole, je narodni izdajalec. In tako so ubili tega je skrajna, meni imena, anyway, tiste neki ljudi, ki so se temu uprli, pa so začeli nekaj svojega, so takoj na začetku pobili, že leta 1941. Oni so ubili do 15. maja, ko je šla prva ilegalna nacionalna jedinica na teren, okrog 1000 Slovencev v Ljubljanski pokrajini. Na Štajerskem ni bilo nič, na Gorenjskem ni bilo nič, ker Nemci niso trpeli nobenega homotije, pri Italijanih je bilo pa drugače. 15. maja je odšla prva ilegalna enota na teren, ki je vodil Milan Krajnc, poročnik, aktivni poročnik, in jih je bilo samo 17. In komandant je bil Novak takrat, polkovnik Novak, ampak Krajnc je rekel, kaj če s 17 fanti na teren hoditi, ko so tam že partizanske čete, ki imajo po 50-60 ljudi. Ampak so ga pregovorili, so mu rekli, da ga na Šentjoštu pri Novem mestu čaka 100 prostovoljcev. Ko so kaj prišli, tistih prostovoljcev ni bilo. Zato si je on potem nadel naslov Štajerski bataljon, da se je nekaj časa skrival, da je zmedel partizani, niso vedeli točno, kdo so te ljudje. In
se je pač na ta način zaščitil. Tistih prostovoljcev tudi ni bilo po še nekaj časa, ampak do jeseni nekako je odred narastel, potem je prišel pa, mislim, da se je bil bolj ljubljanski četniški odred iz Notranjske, ki ga je pripeljal Danilo Koprivica, črnogorski poročnik, ki je potem bil komandant na Grčevcah. To je bila, in potem se je vse to končalo, leta 1943 na Grčevcah, je bila katastrofa in tukaj je kriv Novak. Novak je pa zelo dvomljiva osebnost. On je imel eno skrivno, to je on ga je skrival, to razmerje z eno Srbkinjo in je bil v času Grčevc v Ljubljani. In je rekel, da prihaja pomoč iz Srbije, odnosno iz Like. Tisti fanti so res prišli, so prestopili Kolpo 8. septembra 1943, pol pa niso najdli, oni pravijo, da niso najdli Grčevc, odnosno tega četniškega odreda, ampak se mi zdi, da je meni osebno se zdi iz raznih virov, ki jih imam, da je komandant tistega odreda, neki Kapetanovič, enostavno prišel do zaključka, zdaj bo ponovno nova situacija z Italijo, torej z izločitvijo Italije, je popolnoma nova situacija, je bolj, da sem pri glavnem odredu, to je blizu Delnic, v Liki, kot pa da grem tle v Slovenijo noter. Takrat se je to končalo in to je bila končana prva ilegala slovenska, nacionalna. A vi ste bili na Grčaricah? Prosim? Vi ste bili v Grčaricah? No. Kako je pa to bilo? Jaz sem bil takrat delavc. Takrat je bila moda, da smo študenti delali v počitnicah. In se je tako zgodilo, da je na štadionu veter streho odnesel, na Plečnikovem štadionu. In tam pri tistem kleparju sem jaz delal, pa zašlišem en dan, to je moglo biti recimo 7. ali pa 8. septembra, zašlišem, da moj oče žvižga, tako kot me je klical, da sem domov prišel. In pogledam, čez streho je bil res tam dol, pravi dol, zdaj greš pa na Grčevce. To je dobra slika, kako je bilo to vse. To je bilo vse preveč improvizirano, nobene resne organizacije ni bilo. No in sem šel domov, in rekel, povedi Ivanu Marinčiču, boš dobil opremo in tam sem dobil ruzak, pa čevlje, pa vintjakno. Kaj pa zdaj? Jaz bi pa takrat že vključen v ilegalno obveščevalno službo za Mihajloviča. In sem rekel, kakšno je pa, in rekel Ivan Marinčič, jutri ob 5. gre vlak v Kočevje, bodi na tistem vlaku, v Kočevje je pa vse naše. Jaz sem rekel, kako je vse naše? Na ramlju enega gesla, kaj tazga. No, prav, boš videl, tam je vse naše. Mama je nič rekla, je ujela tistega našega nesrečnega petelina, smo ga imeli, nekim, tako se je prišel, ga je zaklala in ga je odsvrla. In še danes vidim, je bil na mizi, pogrnjen z belo serveto. In potem smo šli spat. In je rekla, da me bo zbudila. Ko sem se jaz zjutraj zbudil, sem videl, da je že 8 ali 9 ura tisti vlak, na katerem druga nosila mama me enostavno ni zbudila. In tako me je obdržala doma. En moj prijatelj, torej Ivana Marinčiča sin, je pa šel na tisti vlak in so prišli samo do Grosuplja, so bili že partizani, tam je prebežal nazaj, pa še ruzak je zgubil. To je bilo konc, ni bilo nobene prave organizacije.
No, zdaj, po tem, po Grčarcah, spomladi 1944 so se začeli pa pojavljati novi četniški odredi, to je bil Gorenjski, Notranjski, Primorski in Dolenjski. Kasneje, proti sredi poletja se je pojavil Menaherjev štajerski odred, ki je bil pravzaprav najmočnejši. Ampak mi z Menaherjem nismo imeli nobene direktne zveze, ker je bila razdalja prevelika in so bili vmes Nemci in partizani, tako da je bilo nemogoče. Pač pa je poslal dva fanta, tri fante k nam v notranjski odred, da bi se nekako usposobili za vodstvo pri njem. Ker on je imel glavni material, njegov je bil, so bili fantje, so bili nemški vojaki, ki so bili mobilizirani v nemško vojsko, pa niso hoteli nazaj iti. Partizanom pa tudi ne. In so šli potem v Menaherjev odred. Ti odredi so bili, Gorenjski je bil najmanjši. In Gorenjski se je po tistem znanem incidentu napad, pa se spet pozabil ime. Anyway, Gorenjski se je razšel, tako da ga nazadnje v času leta 1945, ko je bilo vsega konc Gorenjskega odreda, praktično ni bilo več. Notranjski in Primorski sta bila nastanjena drug zraven drugega in sta v glavnem vse akcije vršila skupno. Kamor smo pač šli. Dolenjski odred je bil pa Janez Marn. On je bil pa prvotno partizanski komandant, potem je videl, kaj se dela, je spremenil in je prešel na nacionalno stran, ampak on je bil zmeraj nekaj ekstra. In to ga je koštalo njega življenje in cel odred. Ko smo se mi, notranjski odred je bil najmočnejši in je imel največje število ljubljanskih študentov, mogoče tudi intelektualcev. Ampak mi smo bili, torej, takrat je bil ta boj že tako zaostren, da ni bilo govora. Mi smo bili, naša ideja, odnosno naš namen je bila osvoboditev Jugoslavije. Ampak, ker smo bili tako malo številčni, nismo mogli absolutno nič prispevati v tem smislu in smo bili samo prisiljeni, da se branimo, ker pritisk je bil strahoten zunaj, na Dolenjskem, Notranjskem, to je bilo, oni so bili vse povsod in so imeli dobro organizirano obveščevalno službo in se tako naprej. Tako da ta aspekt, osvobodilni aspekt je izginil. Poleg tega nismo imeli nobene zveze s srbskimi četniki, ker so bili Hrvati vmes, tako da ni bilo nobene možnosti, da bi se kaj povečali. Zakaj ni bila popularna ta ideja, sta pa dva razloga. En je bil v tem, da je klerikalna stran, slovenska, nihala med Jugoslavijo, odnosno za Jugoslavijo pa za samostojnost od prvega dne. Oni so bili do leta 14, je bila klerikalna stran slovenska absolutno vdana vse za vero Dom cesarja. Potem je Korošec z Majsko deklaracijo pregovoril, da so sprejeli jugoslovanski koncept, ampak dokončno ga niso sprejeli, dokler ni Jeglič podpisal septembrske deklaracije. Tako je Jeglič podprl Majsko deklaracijo, potem se je šele začelo to gibanje. Bili so pa zmerom, cinca so pa zmerom. Ko je Jugoslavija propadla,
je bil seveda strahotni učinek je bil v tem, da je bilo vse v 5 dneh je bilo vsega konc. Jugoslovanska vojska je iz Slovenije zginila čez noč. Ampak to je bil strateški načrt. Vojni načrt jugoslovanskega generalnega štaba je predvideval, da je Slovenija neobranljiva, če je napadena s 3 strani. In ta načrt je tudi Tito prevzel. Potem, to je bil generalni strateški načrt za slučaj vojne. Ne? In tako da jugoslovanska ideja med Slovenci, med vojno, ni bila obrajtana, je bilo več, ali si bil za komuniste. In tudi oni niso nakamor prišli, dokler niso, oni so najprej govorili, da imajo vse republike pravico do odcepitve. Tudi komunisti sami niso bili, ne vem kako. Ko so dobili Tita za komandanta, so prevzeli jugoslovanski koncept. No in tako je šlo zdaj poletje 1944. Na pomlad 1945 se je komanda teh četniških odredov, to je bil general Prezl, Andrej, odločila, da se vsi odredi premaknejo na Primorsko. Ker smo pričakovali, da bo Primorska prva dežela, ki jo bojo dosegle zavezniške čete iz Italije gor. In takrat je Marn naredil tisto usodno napako, da je poslal, mi smo vsi šli, torej gorenjski odred, notranjski odred, primorski odred, to je bilo vsega skupaj okrog 250 fantov, to niso bili ne vem kakšne jedince. Smo šli na Primorsko. Marn je poslal pa samo eno patrolo, 14 ljudi. In prvo noč, ko smo bili v Razdrtem, prvo noč na Primorskem smo prespali v Razdrtem, zjutraj Marnovih fantov ni bilo več. To je bilo zdaj aprila 1945. In so šli nazaj na Dolenjsko k Marnu, potem pa na Koroško, pa dol, pa pred Strojnice. Če bi šel z nami, on je imel zelo močan odred, ampak je bil svoje vrste človek. Melaher je prišel pa osebno do Ljubljane iz Štajerske po navodila in seveda mi smo bili takrat okrog Šentjošta, pa tam okrog smo že odšli na Primorsko, se je vrnil, general Andrej mu je pa sporočil, pravi, pridi preko Koroške nekako dol, mi bomo nekje v Italiji. In tako je on je šel zelo nenavadno pot, straight proti severu, potem je zavil na levo in je obšel, on je bil na Svinjski planini, Melaher, in je potem obšel dol, da bi prišel v Italijo. Ko so bili, to je bilo okrog, je moglo biti okrog 20 konvoj, okrog 20 avtomobilov, je pa govoril angleško in to ga je reševalo. Pokazal je pismeni nalog generala Andreja, da se mora pridružiti komandi jugoslovanskih čet v domovini in tako naprej. Ampak nekje blizu Celovca je polovica kamionov imela premalo bencina. In so iskali prvo britansko inštalacijo, kjer bi lahko dobili bencin. Prva britanska inštalacija, ki je prišla v poštev, je bil Vetrin, kamp v Vetrinju. In so kjer noter zapeljali, Angleži so se s svojimi ljudmi
pogovoril, mi rabimo bencin, da točimo. Medtem je prišel seveda, nekdo je prišel povedati Krenerju, tle so neki Štajerci proti komunisti in je prišel, kaj in jih je na mestu mobiliziral. In ni pustil, da grejo naprej v Italijo. Angleži so potem odšli, če nešte prenešli to. Polovico štajerskega odreda so pa prišli skozi Italijo in so prišli do nas v Forliju. Štajerci so bili po svoje zanimivi tudi zato, ker so imeli gasilske uniforme. Nekje so dobili eno, ja, to je bila je bilo slovensko gasilsko društvo in so bile vse tam tiste uniforme in so bile tiste hlače z rdečim portom. Ampak so bili pa, je bila pa disciplina, je bila pa na višku. Oni so bili bolj disciplinirani kot vsi ta drug. No in tako smo se mi znajdli v Italiji. Konec marca, pa v začetku aprila, je bil v Ilirski Bistrici dosežen sporazum vseh nekomunističnih oboroženih oddelkov. To se pravi slovenski četniki, slovenski domobranci, primorski domobranci, potem so bili srbski dobrovoljci, srbski četniki, en bataljon Vlasove, ruske armade in en bataljon Hrvatov. Komandanti vseh teh edinic so na tem sporazumu, na tem sestanku v Ilirski Bistrici pristali na to, da je komandant vseh teh, torej glavni komandant vseh teh oddelkov, slovenski general Ivan Prezelj Andrej. In da se bo vsa ta vojska pomaknila skozi Vipavsko dolino in Gorico in skušala vzpostaviti zveze z zavezniki, ki so prišli v smeri Avstrije. Vsi so to izpolnili, razen Krenerja. Mi smo čakali, mi smo bili v Vipavski dolini in smo čakali, torej je bilo jasno, da gre vojna proti koncu. Nemci so samo bežali, Nemci se sploh niso ozirali na nikogar, so samo drveli severno. In potem je prišlo sporočilo iz Ljubljane, da se domobranstvo ne bo umikalo v Italijo, ampak v Avstrijo. To je težko dokazati, ampak izgleda, da je Krener na ta način hotel. Krener je zelo problematična osebnost. Ko je prišel dr. Janeš nazaj in je potrdil, da res vračajo domobrance, je oblekel civilno obleko in je zginil. Komandant. But anyway, mi smo potem 1. maja je bila sprema, odnosno pokret, te izrazi so bili srbski pokret, in smo šli skozi po Vipavski dolini gor do Gorice in pri Gorici smo prekoračili Sočo po železniškem mostu. Ne po cestni, cestni je bil že porušen. Smo šli po železniškem mostu, v mestu samem smo imeli spopade, ne toliko s partizani, čeprav so bili terenci. Kar naenkrat se je odprlo okno, pa nas je nekdo pošprical z mitraljezom. Ampak Italijani, vigili del fuoco, gasilci, so branili Gorico. In tako smo prišli čez, na drugo stran smo mi tisti most vrgli v luft, tako da ni bilo nobene možnosti več, da bi nas partizani lovili pa nadlegovali, ker naša komanda je hotela, da se ona sama predstavi Angležem
ne pa da bi se predstavilo istočasno s partizani. Ker to so pa že vedno imajo partizani večjo politično moč v Londonu, kot pa smo jo imeli mi. To je pa tudi drugo žalostno poglavje, ne? Kako so bile te zveze. No, tako smo mi prišli čez in rečeno je bilo, ko smo mi tisti most podrli, smo bili v zasedi tam ena gora nad Sočo in sredi noči je prišel dežurni narednik in je rekel, fantje, sprejeti smo v 8. britansko armado. Da so nas Angleži sprejeli v svojo armado in je dal vsakmu eno tableto, eno tablico Hersheyjeve čokolade. To je bilo absolutno znamenje, da smo nas Angleži sprejeli. Hersheyjeva čokolada. No in potem so nam pa rekli, da nas čaka v Udinah Peter Živković, tisti prosluli jugoslovanski general in politik s celo divizijo jugoslovanske vojske, potem bomo šli pa nazaj v Ljubljano, pa zasedli pa prevzeli. Pa marširamo in vse organizirano po telegrafnih štangah so bile črne table nas je sprejela 6. oklepna divizija novozelandske vojske, ki je bila v sklopu 8. britanske armade. In oni so imeli tisto pest, tisto rokavico, oklopno rokavico, tista rokavica bila, gospod je pisal Četniks, pa puščica, kam gremo. In pridemo do nekega križišča, pravi, vidim v to smer 25 km, Četniks pa na levo. Nam so pa rekli, da gremo v Vidim. Gremo pa na levo. In tako smo prišli v Visko. V bivše koncentracijsko taborišče v Visku. In tam so nas na mestu, so nam dali takoj dobre obroke, hrano in tako naprej. In jaz začel tam brskati, meni je začel smrdeti cela zadeva. Posebno zato, ker moj oče bil precej angažiran politično in v zadnjem pismu, ki sem ga dobil v Vipavsko dolino, mi je pisal, pravi, pazi, kaj se bo dogajalo, ko se boste srečali z Angleži. In tle tista Živkovićova divizija, ki naj bila v Udinah, tega nisem mogel jaz razumeti, zakaj sem potem čisto nekam drugam poslal na levo v Visku. In sem šel okrog to je bilo vse pomešano, mi smo tam v tistih enih garažah smo spali, pa Angleži pa ravno tako. Pa sem šel okrog, pa sem enega Angleža vprašal, je vaša vojska že v Ljubljani? Sem gledal, Ljubljan? Kaj pa Ljubljana? Jaz sem rekel, glavno, prvo večje jugoslovansko mesto čez mejo. Pa malo premišljuje, no, prav, mi smo se na meji ustavili. Takrat je meni zazvonilo v glavo, nekaj ne štima s tole našo zmago. Mi smo marširali od Gorice proti Visku s Plehmusko. Plehmuska na začetku pa zastave, pa vse, Angleži so prihajali, razni avtomobili so šli v nasprotno smer, pa so nam metali kekse, pa bombone, pa vse mogoče stvari. Tako da je bilo absolutno, ni bilo nobene tiste negotove atmosfere, ki je bila na Koroškem. Mi smo zmagali. No in
Torej jaz tistega Angleža vprašal, no pravi, mi smo se ustavili na meji. Ne. Pridem nazaj, tisto našo garažo, pa fantom povem, Angleži niso v Jugoslavijo šli. Ne. Pa ti ga nisi razumel, ko ti ne znaš Anglež. Oni govorijo, kako da imajo knedl v ustih. Ga nisi pravilno razumel. Ok, ga pa nisem pravilno razumel. Potem sem že pa drug dan spet po isti poti tam po taborišču stikal. Pa vidim tam enega Angleža pod eno oljko je sedel, časopis bral. Pa ga je dal pa na tla, zraven sebe je pa šel. Sam, no, jaz sem čakal, če bo nazaj prišel po časopis, pa ni prišel, pa sem ga pa sunil, pa tekel nazaj stran, pa začel prebirati. In tam sem zasledil kratko notico, da je 6. novozelandska divizija v severno-vzhodni Italiji razorožila celo divizijo jugoslovanskih četnikov. Severno-vzhodna Italija, to smo mi, ne more noben drug biti. Preden si na časopis nazaj, so bili fantje spet, ja seveda so nas oni so rekli, so nam povedali, da bomo orožje vdali. Seveda ga bomo vdali, ker bomo zdaj novo orožje dobili. Ker do zdaj, jaz smo grško, jugoslovansko mavzorstvo, ta imamo nemško mavzorstvo, oni imamo angleško puško, eni imamo italijansko puško, eni so imeli še tiste francoske fražolovke, to so bile take visoke puške predpotopne. Zdaj bomo pa vse dobili nove uniforme, pa novo orožje. Ta orožje bomo vdali, to, da so nas razorožili, no ja, mi smo vdali orožje. To je tudi bilo, eno jutro sem se jaz zbudil, pa je komandir čete svoje šnelfajlso nekako brisal, pa čistil, tako naprej. Je rekel, dobro me je služila, zdaj bom pa vdal. In je bila, iz tega so naredili ceremonijo. Angleži bi bilo vseglih. Angleži se niso brigali za nič, vi delate kar hočete, ampak orožje morate odložiti. In mi smo naredili, tam so postavljene dolge mize, so bili vsi generali tam, sedeli, takrat je bilo generalov koliko smeti, srbski generali v glavnem. Angleška zastava, jugoslovanska zastava, francoska zastava, vse himne, godba je vse 3 himne zaigrala, jugoslovansko himno tudi. Potem so prišli pa ti generali, pa so svoje šnelfajlce položili, kaj je nekam na en kup. In potem smo šli pa po edinicah, pa smo oddajali orožje. In zdaj bomo dobili pa novo orožje. Pol so nas pa, z tega seveda ni bilo nič. Ta zadnja depeša, ki je bila iz Ljubljane, je bilo, da je Ljubljana v zastavah in da je Narodni odbor prevzel oblast. To je bila tisti 3. maj. In potem smo morali oddati radijsko postajo, smo morali oddati Angležem tudi, ne si so pustili več. Zdaj smo bili pa čist odrezani do vsega, nismo nobenega pojma več, kaj se dogaja. In v enih 3-4 dneh, tam smo bili kakšen teden največ v Visko, da se bomo preselili. In potem so nas preselili v Forlì. In tam smo bili v Forliju, je bila situacija zelo primitivna, na sredi enega pola. No, v Forliju, najprej so nas pripeljali v Ceseno. To je eno mesto južno
torej še v severni Italiji. Mussolinijevo mesto. Tam smo bili na štadionu in naenkrat vidimo, da so okrog štadiona angleški vojaki črnci s puškami. Ampak so rekli, ja seveda, oni nas branijo, da se ne bi italijanski komunisti napadali pa motili. Če si hotel ti iti, je Anglež drat dvignil, da si ven zlezel, pa si šel po svoje. Ni bilo nobenega zadrževanja. Kdor je hotel, je lahko šel. No, tam smo bili mogoče en teden, potem sem se pripeljal pa v Forlì. In v Forliju so se začele pa stvari mešati. Da ni neki smo vedeli, da mi nismo zmagali, da je vse skupaj nekaj narobe. Pol je prišel pa enkrat, en dan je prišel pa Dušan Lajovic, tak je zdaj v Avstraliji, je zahteval, da ga peljejo slovenskemu generalu. 5 minut po tistem je bil zbor oficirjev, so vsi oficirji prišli k generalu šotoru in kakšnih 10-15 minut kasneje je bil pa splošen zbor. Smo pa vsi odkorakali ven, to je bilo na štadionu, je bilo nabit, ko 100 zlodjev. Smo odkorakali ven iz štadiona, smo se postrojili, komandali in tako naprej. Pol pride pa general, trezen, in je rekel, prav, fantje, imam za vas strašno novico. In takrat mi je povedal, da so vse drugomravce vrnili. To je bilo konec naših jugoslovanskih sanj in zdaj smo vedeli, vsak je na svoje. Primorci so takoj bežali, z nami je bilo vse primorsko domobranstvo. Vsi primorski domobranci so se rešili z nami vred, ne. In večina, ne večina, ampak so začeli takoj, vsak dan je enega zmanjka, posebno ko so zvedeli, da bojo te kraji, njihovi kraji še v Italiji, ni bilo nobenega razloga, da ne bi prišel domov. Vsi so govorili italijansko in so zginili. No, pol so nas pa pripeljali v Eboli. Eboli je bilo pa Overseas POW camp. To je bilo ogromno taborišče, da se je bilo tam noter 25 000, isto kot v mestu. In in smo imeli vse, torej to je bilo krasno, to je bilo najprej taborišče za angleško vojsko, potem je bilo taborišče za nemške ujetnike in potem pa taborišče za nas. In tam smo imeli, to so bile ogromne tiste Quonset-huts, polkrožne barake, smo imeli gledališče, smo imeli gimnazijo, zelo fajn organiziran. In tam smo bili, tam so nas pa potem so pa rekli, ja, to so bile stvari, uniforme bomo dobili končno. Vsi žnidarji so bili mobilizirani, zmeri vsega, kakšne hlače, kakšne vsaj srajco, pa rekelc, pa kapo, in to bilo vse zapisano. Poj pa prišel
En dan sta pa pripeljala dva angleška avtomobila na slovenski del taborišča. Dva angleška tovornjaka, pa 4 vojaki, pa so nas sklicali v zbor, pa je šla vrsta proti tistim tovornjakom, pa ti Anglež vrgel eno kapo, pa eno bluzo, pa ene hlače, pa ene srajco, pa ene spodne hlače. Zdaj pa ti si dobil hlače 6 predolge, je ne bi dobil prekratke, tako da smo cel teden bolj zanonavali, da smo dobili ta prave uniforme skrb. Pol so pa hoteli Angleži, da zdaj imate uniforme, ampak zdaj morate pa na hrbet s črno barvo napisati Y, Jugoslav, ne? In smo se pa uprli. Od tega pa ne. S tem sem nadal videti, da nas so bili pravzaprav za vojne ujetnike, ne? In da pa nismo bili ta pravi Angleži, ker je bila angleška uniforma, smo morali na hrbte napisati črko Y. Pa je nismo. No, pa so pa pristali na to, da bomo izdelali posebne značke, da se je bolj na ramo, ne? In je bilo RYA, Royal Yugoslav Army, pa ali slovenska, ali hrvaška, ali pa srpska zastava. Pa si bil Srb, Hrvat ali pa Slovenc. Na to so pristali. In od tam so nas pa začeli pošiljati v Napoli, na področje Napolija. Ker angleška vojska je odhajala, ko se je demobilizirala, vsak dan je šlo mogoče 200 pa 300 angleških vojakov nazaj v Anglijo, domov. Ostala so pa skladišča, ker je bil še material. In ti so se hoteli zaščititi in to smo mi prevzeli. Tako da smo mi smo potem stražili, ker Italijani so kupili ali pa ukradili vse, kar se je dalo. In tako smo mi tiste taborišča stražili do spomladi leta 1947. Ko je bila pa mirovna pogodba podpisana z Italijo, so morali pa vse zavezniške čete Italijo zapustiti. In takrat so nas preselili potem pa v Nemčijo. V Italiji smo bili mi popolnoma enakopravni z Angleži. Jaz sem bil mulc 20 let star, sem imel svoj džip, pa svojega šoferja Nemca. In sem se s tistim vozil, ko so šli Angleži, mi smo nekaj časa skupaj z Angleži, potem so pa Angleži enega lepa dne zginili. In mi smo pa tam ostali, pa smo tiste prazne barake, pravzaprav niso bile prazne, je bilo še zmeraj veliko sladkorja, pa moke noter. In to so hoteli, seveda Angleži nekako pravilno izročiti Italijanom, ne pa Črnoborzijancem. Tam smo bili do aprila 1947. Ko je bila mirovna pogodba podpisana, smo se pa preselili v Nemčijo. In takrat so nam povedali, da tukaj smo bili vsi skupaj v Eboliju. So bile družine slovenske, torej mi smo imeli 6 deklet. In dole v dolini je bilo pa družinsko taborišče. In tam so bile srbske ženske, pa so zahtevali Srbi, da tudi Slovenke dole pridejo. In so rekli punce, no way. In potem smo se temu uprli, ampak smo dali njihov šotor na sredo, na eni strani je bil general, na drugi strani pa kaplan. So bile dobro zavarovane. Ko smo odhajali, ko so se začeli transporti v Nemčijo, je bil zbor. Mislim, da je bilo to verjetno petek ali pa sobota je bil zbor,
ponedeljek so začeli odhajati vlaki, nas je bilo 22 000 Jugoslovanov. Toliko kot v mestu, Italijanov. In je prišel angleški komandant in je rekel, kot veste, se taborišče seli v severno Nemčijo. Pravi, jaz imam med drugim nalog, da vas razorožim. Zahtevam, prosim in zahtevam, da prinesete vse orožje, da bom lahko svojim predpostavljenim sporočil, da ste razoroženi. Srbi so stvarjali za veliko noč s težkimi basači, minometi. Orožje je bilo kakor si hotel. No in so prinesli potem nekaj revolverjev pa starih pušk, tako da je on podpisal, da je razorožil celo zadevo in potem so se začeli transporti. Vedeli so, namigovali so pa Angleži, da ne bo več vse skupaj, družinsko pa vojaško taborišče ne bo več skupaj. In takrat sva se dva slovenska para na hitro roko poročila. Eden sem bil jaz, eden je bil pa en Potočnik, da je že umrl. Ob 6:30 zvečer je rekel Fajnšter, jutri zjutraj ob 6:30. Tako da sem jaz šel lahko z družinskim transportom, ker sva pravilno predvidevala, če greva Ledik gor, mene bojo kaj poslali, no bojo kaj poslali, pa bofe, a se bo še kdaj skupaj pošla, ne. To je bilo moje poročno potovanje iz Napolija v Bremen, gor v Nemčijo, ne. Ko smo pa gor prišli v severno Nemčijo, torej izolacija je bila popolna. Ko je transport odšel, je kot da so šli na Luno, nobene zveze več, ne. Pač pa je naša komanda imela na vseh ključnih italijanskih postajah svoje opazovalce, ker so se bali, da nas ne bojo te zlomki spet okrog prinesli, pa poslali v Slovenijo. In tako so bili na vseh glavnih postajah, so bili naši opazovalci, da so zagotovili, da res grejo v Nemčijo, ne pa v Slovenijo. Smo gor prišli, mi smo šli v Diepholz. Je vlak pripeljal na postajo, pa smo šli pa ritensko po Mostranskem tiru nazaj na eno letališče, tam je bilo letališče, pa barake so bila, poslopja so bila. No, smo rekli, zdaj bomo pa živeli mogoče malo bolj po človeško. Ampak nas je sedaj tista poslopja. Je bilo, še malo naprej bilo pa eno majhno taborišče, enih 10 barak, ja, več. No, whatever, so bile barake, eno so zapeljali, in tiste barake so bile polne stenic. Pa smo zahtevali, da tisto razkužijo, so prišli, so malo neke tiste pline na šprice noter. In tam smo nas potem pregledali, je bila to tako imenovana Baklinova komisija, ki je vsakega posebej zaslišala, kaj je bil, kje je bil, in potem so to čekali proti svojim podatkom, a si prav govoril, ali ne. In potem je bilo pa eno jutro, smo pa zagledali, zjutraj smo se zbudili in so bili tanki, britanski tanki okrog in krog taborišča. Pa pridejo angleški vojaki v barake noter, pravijo vsi ven, moški tam na krug, kot pravijo v kasarnah, tam kje je zborovsko mesto, vsi moški kje, ženske so pustili pri miru,
Ampak vsako sobo je vojak prišel pogledat, pa pod posteljo pogledal, če se ni mogoče kdo skril in tako naprej, ne. In so nas tam imeli odzori na odprtem in so določene ljudi, 10 ljudi so izločili in je bil tam so naredili en obroč bodeče žice in so jih noter dali, dokler je ta operacija trajala. Tle je bil, spet imena ne vem, en slovenski Ljotićevec je opazil, je videl, da so Angleži obkolili taborišče in se mu je zdelo bolj primerno, da jo pobriše. In je všel nekako iz tistega obroča in je šel po tisti cesti proti kamorkoli že, se pripelje menil džip z enim poljskim oficirjem, takrat tam so bili Poljaki, tudi v Nemčiji, ne. In ta poljski oficir je očividno vedel, kaj se dogaja, in ga je zagrabil in ga je dal v avto, rekel, ti moraš biti v taborišču, in ga je pripeljal na tisto zborno mesto in so ga Angleži takoj dali v tisti drag. In tako se je nabralo nekaj 10-11 ljudi, potem so pa Angleži šli po tistem spisku, pa so videli, da tega človeka ni gor na spisku, ne, marš ven, ne. Ampak je tam trpuje na uro, dobro uro, ne, da je strahu, kaj bo zdaj z njim, ne. Vsi so nazaj prišli, tisti, ki so jih aretirali, so vsi nazaj prišli in drug dan smo dobili pa DP karte, to je bila pa essential, da si imel DP karto, ker brez DP karte nisi mogel nakamor iti, razen če si šel na svoje, ne. Ampak takrat je bila, po celi Evropi je bila panika, ven, ker bojo Rusi vsak dan, vsak čas usekali noter, pa vse zasedlo, vso zahodno Evropo, sam ven. No in potem so se začeli po transporti. Nam so dali možnost da bomo za uslužbenci v tistem taborišču, tam so bile tiste zidane kasarne, ki jih mi nismo zasedli, ker noter so vozili begunce iz raznih taborišč in tam so se formirali transporti za ladjo, ko je ladja prišla v Bremerhaven, so jih pa kepelala. In tam smo bili mi Slovenci, pa Srbi, zaposleni kot uradniki, da smo tisto stvar, torej tiste transporte skupaj spravljali. To je bilo vse leta 47. 47, 48, ja. Transporti so šli pa, to je interesantno, en dan je prišel en transport iz Avstrije. In mi smo šli seveda, ko so prišli transporti, smo šli mogoče bomo koga spoznali, kakšnega znanca, ker so bili Slovenci v Avstriji tudi, ne. In smo tam bili, Dušan Planičar, od Lize mož, pa Marjan in Zolga Zovič sta bila v Auschwitzu, sta se vrnila iz Auschwitza in sta potem bežala z nami. Pa en pravi, ne vem kdo je bil, mislim, da je bila Olga Zovičeva, pa to je pa Dolinar, tiste človek. So spoznali enega slovenskega gestapovca, ki je bil med temi, da grejo na transport za Venezuelo. In so takoj zvečer, tisti večer so napisali eno vlogo za angleškega komandanta. Ta človek je bil gestapovc, gestapovski agent. Pa ni bilo nič, nobene reakcije.
Ampak, ko je prišla ladja nazaj, so na ladji so služili kot escort officers, spremljevalski uradniki, razni ljudje iz naših vrst. So povedali, da so v severnem, da so v kanalu, pri angleški obali, je prišel en čoln gor iz obale dol in so nekoga odpeljali. Zdaj, a je to bil dolin ali ne vem, ampak. Zakaj je bilo vse, torej, politično je treba največ odgovornosti za to pripisati naši slovenski politiki in to klerikalni politiki. Oni niso, kot sem rekel, ko je Jugoslavija propadla, se za njo niso več zanimali. Ko so jim začeli iz Londona pošiljati sporočila, to pa to ni prav, to je treba malo drugače in tako naprej, niso verjeli. Liberalci so se ves čas pritoževali, da jim ne kažejo vseh depeš, ki jih je Krek pošiljal iz Londona. Potem so iskali možnosti povezave z Hrvati. Je šel monsignor Škrbec v Zagreb ta zadnji dan, ta zadnji teden. Ni bilo nič iz tega. 3. maja so se pa spomnili, da je nekje jugoslovanski kralj. Pa so ga pozvali, da ne pride v Slovenijo in da začne akcijo za osvoboditev Jugoslavije iz slovenske strani. Češ, med prvo svetovno vojno je bila Jugoslavija osvobojena z juga. Z bitke torej Kajmakčalanu in tako naprej. Zdaj bo pa z severa dol. Tako da, politično je bila popolna katastrofa. Delno, torej jaz sem prepričan, da bi bila stvar drugačna, če ne bi Korošec umrl. Ker Korošec je bil edini slovenski politik, da je imel en dojem cele zadeve. In on je umrl leta 40, tek preden se je to začelo. Drugač pa, ja, da pa, to sem že povedal, da pa jugoslovanska nacionalna ilegala v Sloveniji ni prišla nikamor, je bilo pa dejstvo to, da prvič, fantom je bilo težko dopovedati, kmečki fantje, oni so vedeli, da če je nekdo prišel pa mu je vzel prašiča ali pa vola, pa toliko krompirja, pa toliko pšenice, mu je ukradel. In to so hoteli oni preprečiti. Ni se mu pa zdaj potrebno, da gre on v en odred, pa da je stran od domače vasi, ko se nekaj domače vasi nekaj dogaja. Zato niso bili naklonjeni temu, da grejo v ilegalne odrede. Po drugi strani je bil tudi politični pritisk, zato pričetniki so srbski oficirji, to so jugoslovanski oficirji pa niso bili ravno vzor moralnih ljudi in tako naprej, bo bojo pokvarili. To, da se jih pa komunistični oficirji pa potokli, da je bilo pa v redu. Je bilo zelo žalostno, ni bilo nobenega pravega zaupanja. Vsak je nekako po stran gledal, kaj ta stranka dela, kaj ta skupina dela in tako naprej. Dočim so na komunistični strani je bila pa disciplina železna. Če se nisi strinjal, si tudi pa šel v glavo, pa je bila stvar rešena. Na naši strani je bilo pa
to, da je bila taka katastrofa, je neverjetno. Do zadnjega so bili fantje prepričani, da bo, mi smo bili prepričani, da bo pravičnost prevladala. Pravica ima čudne oblike. Jaz imam še eno vprašanje za minutko. Če se vrnemo v čas druge svetovne vojne nazaj, rekli ste, da ste bili član ilegalne obveščevalne službe. Na kak način ste postali član? Kaj ste počeli kot član te obveščevalne službe? To je zanimivo vprašanje, mogoče še bolj zanimiv odgovor. Večina članov te nacionalne obveščevalne službe so bili nekdanji skavti. Vsi, praktično vsi, praktično za vse lahko rečem, da smo bili skavti. So bile izjeme, ampak večinoma, torej, postal si član, da si nekoga poznal. Vse to je začel Emr. To se je začelo iz srednješolske, med srednješolci in ja, večinoma smo bili skavti, nekdanji skavti. Interesantno je bilo to, recimo, ti si napisal eno poročilo, ga nisi podpisal, sem si ga podpisal s šifro in si ga poslal. Potem si pa včasih dobil odgovor nazaj. In jaz sem nekako nekoga, ne vem, se ne spomnim več, kako je to bilo, opazoval. In sem napisal eno poročilo, pa sem dobil odgovor, forget it, on je naš. Sem vedel, da je forget it, on je naš, ok, on je naš. Potem se je pa zgodilo, da so Nemci zavohali, da so v vseh frančiškanskih cerkvah v Ljubljani, da je orožje skrito. Izdal je pa ta, ki je bil naš. Saj so ga fentali. Ampak je bilo, najhujše je bilo to, da nisi vedel, komu lahko zaupaš. To je bilo najhujše, ker tiste stara prijateljstva, stare zvestove, to je vse zginilo. Ko sem mojega očeta zaprl, je šla mama, moj oče bil starosta Sokola na Viču. Je šla mama k blagajniku Sokola, enemu Korlnu, Korl, ti veš, kaj je Lina rekel. Ko sem jaz hodil na Grčevce, še pred septembrom, je rekel, ti ne boš na kamor hoditi, ti imaš v šolo za hoditi, ne boš pohost za partizani pregajno. Je šla mama prositi tega Korlna, če bi pričal, je rekel, vsa poznanstva, vsa prijateljstva, to je bilo vse zrušeno. To je najhujše in zato je danes tak položaj, kakor še nije. Ker ljudje še danes ne morajo preko tega, kaj se takrat dogaja in tako naprej. Bili so pa oni popolnoma, kako bi rekel, brezobzirni. Če bi meni en rekel tega, ustrel tega, ta je komunist, jaz bi rekel, da tle imaš pištolo, pa ti mene ubij, jaz ne bom človeka ubijal. Jaz sem vso vojno bavil, najbolj tega, da bom videl človeka, ko je padel od krogle, ki sem jo jaz sprožil. Če smo bili v host,
Pa so rekli, temne so, pa smo navijali tisto grmovje, nisi videl, si koga zadeva, nisi koga zadeva. Če bi pa videl, jaz sem streljal, pa bom videl, zdaj pa padel, on je pa padel. Jaz bi ne mogel živeti sam s tabo. Pri njih je bilo pa drugače. Pri njih je bilo pa drugače. Oni so bili pa brezobzirni, nič pomišljal. Odkot je to prišlo, jaz ne vem. Ker tudi zdaj, ko berem časopise Delo, če je kakšen članek o cerkvi, tisti komentarji, ki so v elektronski izdaji iz Dela, so neverjetni. Jaz sem pisal Markežu. Zdaj rekel, kaj hoče vi s tem dokazati? To so pornografski komentarji, pa žaljivi za vse. Zdaj rekel, jaz sam sem 12 Amerikancov naučil slovensko. In ti ljudje berejo časopise, pa to bere, pa kakšna je ta podoba? Pa mi je odgovoril, ja, prav sem že vzpostavil mehanizem, da bojo te stvari odpadle. In sem res videl, da je bila potem tisti rubriki zmeraj ena opomba, držite se enega dostojnega jezika, pa je on zginil, tega ni bilo več. In zdaj je to nazaj v praksi, tisti komentarji. Pa še danes ne razumem, zakaj bi Slovenc bral elektronsko izdajo Dela, ki ga lahko kupi elektronsko dodaje zastonj. Ampak v glavnem se mi zdi, da ljudje še zmeraj raje časopis kupijo, kot pa da brska po računalniku. In to je strahota, da je tako sovraštvo dovoljeno, da se vzdržuje še danes, 60 let, 70 let po celi zadevi. Jaz sem napisal en članek v tem našem časopisu, od tega mojega brata, ki ga nisem imel, frater Ksaveri, frančiškanski brat. On je bil eden od treh, ki so ostali pri tistem ranjenskem transportu, ki je bil pri Lescah zadržan. Je zavestno vstal tam in so ga ubili. Pa so ga dali na njegovo ime, pa sliko so dali na družinski grob v Kozani, v Goriških brdih, ki jih on nikoli ni videl. Ampak tam so mama pa teta pa umrle, pa so dali pa še njegovo sliko. In je en tisti grob podrl. Kakšno sovraštvo je to, da človeka pustiš, torej njega sploh ni bilo, trupla ni bilo, samo zapisan je bil gor. Kakšno sovraštvo je to, po vseh teh letih. A lahko mogoče poveste kaj o aretacijah junija 1944 v Batini palači? Ja, tisto je bilo pa tako. V Batovi palači, tam, ki je zdaj Slovenski kongres, tam so imeli, tisto je bilo eno stanovanje takrat, privatno, in oni so hoteli imeti vidovdansko proslavo tam noter. In vic je bil v tem, da ko si prišel, si potrkal, pa si povedal parolo in so vrata odprl. In tisto je nekdo izdal, ki je bil agent ki je bil pravzaprav trojni agent, je delal za našo obveščevalno, je delal za komunistično obveščevalno in je delal za Gestapo. In ko so prihajali tisti dan noter, je vsak povedal tisto geslo, vrata so se odprla, za vrata je stal Gestapoc, ker je se vsed pa tih bod. In tako so jih cel dan lovili. So dobili okrog 20 ljudi. Tisto je bilo
zelo težko, posebno za dekleta, ker so jih mučili. Punce so obesili za pete, so viseli od stropa dol. Bila je pa to popolna propagandna sekcija, ni bila obveščevalna, to je bila propagandna sekcija Mihajlovićova. In potem se jih pa zaprli v sodnijo, mi smo imeli pa pisarne, mi smo imeli pa eno dostop do eno pisarno, na drugi strani Miklošičeve ceste pa se je videlo tista okna. In tam smo jim sporočili, Bratko je okej. Bratko je bil pa šef obveščevalne službe. To, kar so oni zajeli, je bila propagandna sekcija. Je bil Glušič, je bil tudi tam noter. In so šli s zadnjim transportom v Dachau. Potem so bili pa premeščeni v Neuengamme in od tam so jih dali na ladjo, da jih bojo umaknili pred napredujočimi Rusi, so jih pa Angleži pa potopili. A lahko kaj poveste o Glušiču? Glušič je bil en, kako bi rekel, on je bil geodetski oficir, ni bil aktivni, ni bil vojaški, on je bil geodet in je bil premalo, on je klepetal kot stara baba, on je vsakmu vse povedal. Imel je pa poznanstva z raznimi angleškimi pa tudi francoskimi osebnostmi v Dachau in tisti ljudje so ga takrat ven potegnili, da ga niso komunisti nazaj poslali v Jugoslavijo, da ga niso seboj vzeli v Jugoslavijo, ker nekaj petrlina so, nekih domobranskih oficirjev so na silo pripeljali v Ljubljano. Pol je bil pa zunaj in je vrtel in on je dobil potem tisti mandat za tole Matjaževo vojsko. In je tisti speljal je imel precej uspehov, par tragičnih napak. Interesantno je to, ko so šli trije oficirji iz jugoslovanskega oficirskega tabora v Bocholt, so bili jugoslovanski oficirji že leta 48 pa 49, so šli trije k njemu, to je bil kapetan Kuhar, Jože Seje, pa kapetan domobranski obveščevalec, imena svet pozabil. Še isti dan je nekdo iz Boholta sporočil Ozni, te tri ljudje so danes odšli k Glušiču. To se pravi, da je bil nekdo med njimi ves čas, ki je to opazoval. Jaz imam dokument v svojem arhivu, ne vem, kje je zdajle. Ampak on je, pisano je pa v tisti tipični srboslovenščini, ki so je govorili aktivni oficirji. Nisi bila slovensko, je srbsko. Mene preseneča današnja srpska kolonija, ali whatever they are, v Sloveniji, da govorijo absolutno perfektno slovenščino. Kdo pa je dal Glušiču mandat za organiziranje Matjaževe vojske? To pa ne vem. Jaz sam vem, da smo se mi v taboriščih v Italiji jezili. Pa kaj Glušič rabi druge četnike, mi pa tle sedimo pa bi bilo kaj narezane. To je bilo vezano na konspiracijo, da si videl, kam greš, ki se lahko ostaviš in tako naprej. Ampak vem, da je bila ena ljubosumnost. Kaj rabi druge četnike, če pa biti tle?
Ja, jaz z Glušičem nisem nikdar govoril, čeprav je bila to ena lokalna afera, potem so rekli, da je boljši Glušičev odbor, pa ni bilo vse skupaj nič. Vi ste prej rekli, da ste še eden redkih četnikov živih, pa da ste imeli lansko leto srečanje. Kateri ste se pa srečali, pa kje? To sta bila brata Mavko. Mavko je bila ena družina iz Domžal. Oče je bil žandar in je poročil Dalmatinko, ki jo je srečal, ko je bil v službi na Dalmatinskem otoku. In so bili 3 bratje, Mavkoti, eden je umrl, ta starejši je umrl, potem je Tine Kremžar, recimo, en moment, kako sem jaz šel. Jaz sem bil maja meseca 1944, je prišlo sporočilo na vse gimnazije, da morajo letniki 25, 24 pa 23 maturirati do 1. junija, ker bo s 4. junijem proglašena splošna mobilizacija. In tako smo bili, vsi fantje, ki smo bili iz teh letnikov, maturirali pred ostalimi študenti. In potem si dobil možnost, potem so dali pa možnost, ali TOT, nemška gradbena organizacija, ali pa domobranci. V nemško vojsko niso imeli ljubljanskih fantov, iz Ljubljanske pokrajine. In takrat je naša nacionalna ilegala organizirala možnost, da bojo šli naši fantje ven na Švarc, da jih bojo nekje na tistih checkpoints v Ljubljani spustili ven in potem bojo šli v Postojno in bojo tam počakali, da se bojo razmere malo pomirile s to mobilizacijo, potem bojo pa nazaj prišli v Ljubljano. In jaz sem bil seveda na listi, da grem. Sem to povedal očetu in rekel, ne greš nikamor. Te bojo na bloku pogruntali, pa bo šel v Dachau. Nikamor. Jaz sem rekel, kaj ne bom pol naredil, prav pa id pa k domobrancem. Nekaj sem moral videti. Prav pa id pa k domobrancem, polkovnik Vizjak je moj sošolc, pa ga bom jaz kontaktiral, pa te bomo ven dobili iz zdravstvenih razlogov, ali kaj takega. Polkovnik Vizjak ni naredil nič. In tako sem jaz bil, sem pristal pri domobrancih, šel na grad za tečaj za signaliste, ker sem bil scout, sem znal Morsejev abecedo in se tako naprej mi je to pomagalo. In sem šel na gradu in sem bil tam, sem naredil tisti tečaj. Potem smo jih pa poslali na Koreno, nad Kurilom. In ko sem prišel na Koreno, sem takoj poslal pošto v tem fantom, temu na desni strani. Sem poslal pošto, da sem pripravljen... Kateri je to? Tine Kremžar. Aha. Da sem pripravljen priti v odred. Z drugo pa sem dezertirati iz domobranstva. In so rekli, so mi sporočili, ta pa ta dan, te pridimo iskat. Jaz smo vse spakiran, ruzak, vse, pa mi pa srce v hlače padel. Zakaj bom jaz zdaj, signalisti nismo imeli stražarske službe, mi smo samo zvečer šli gor v Turn, pa smo z lučmi signalizirali levo in desno. Pa fajn ljudje so bili, tam bila ena družina, sem je hodil na malce, sem na mlek pa puder pa tako naprej, zakaj pa zdaj v gosto hodil. Kam pa zdaj naredil, ja. Pa sem rekel, jaz grem, sem se zjutraj zmuznil ven, do povdne iz postojanke, pa sem šel tam na tisti hrib nad Korenom
ki je bil evharističen križ. Se zdaj In sem se po tisti križ usedel, pa sem gledal, kaj se dogaja pred cerkvi. Ne? In vidim, da me je na upitje najprej, ki jih je straža ustavila, ne? Ki je prišel Tine, pa še en. So prišla noter in sem rekel, da pa se govoril s fanti, sem videl, da govorijo. Sem rekel, da me bojo rekel, ga ni, eden je šel noter po Turnu, mi smo bili v Turnu gor na vrh. Ne? Je šel noter, je pa šel nazaj, je očividno povedal, da me ni. Ne? No, jaz sem tle računal, zdaj pa Tine rekel, pa gremo, ne. Tine je pa puško dol dal, pa je na zid prislonil, pa se je na zid usedel, pa je klepetov. Kam pa zdaj naredil? Da, pol si se pa streznil, zdaj rekel, fant, ti si dal besedo, jo moraš držati, ne. In sem pol dol prišel, pa sem rekel, jaz sem šel se posloviti. S tem kmetom in tako naprej. Potem smo pa šli. To so bili, danes, če premišljaš, ti moraš biti 17 let star, ali pa 20 let star, pa mečkrat pahnil, da se take spuščaš. In kateri so še zdaj tile gospodje, ki z vami sedijo? To je Ivo Bavko, to je Peter Bavko, to sem jaz, pa Tine Kremžar. Kje ste se pa srečali? To je bilo v Edmontonu, To se pravi 2010. lansko leto, ja, right? Ja. Ja, lansko leto, ja. Mogoče samo še nekaj besed o tem, kako ste potem v Ameriko prispeli. Ste šli iz Nemčije, potem pa katerega leta? Odhodi so se začeli 48. leta. Jaz nisem imel nobene, takrat še nisem imel nobene zveze z Ameriko. Prva možnost, da smo šli ven, je bila Anglija. To je bil tisti program European Voluntary Workers, EVW. In mi sem se z ženo takoj prijavila, ampak sem se prijavila kot mož pa žena. In so nam sporočili, no way, samo samski. Ko smo mi da odpadla, na podlagi moje izkušnje, so pa potem drugi se prijavljali, kot fant tle, pri moških, punca pa pri ženskah. Dušan Planičev recimo, ne. Ko sta pa kaj prišla, sta pa rekla, mi da sta pa poročena. No ja, okej, pa pejte skrbke, ne. So pa pustili, ampak tle v taborišču pa ne. Po je prišel pa, mi je pa pisal moj bratanc je bil pa poročen z Amerikanko, že pred vojno. Ne. In ona šla takoj z 4 otroci v Ameriko, ki so ji takoj dali vizo, ne, so bili vsi njeni ameriški državljani. On je prišel pa za njo, meni sedi 2 let za njo. Ja, kaj tazga. Pa je pa on rekel, če češ priti sem, pravi, ti bom jaz skomandiral, ne, pomagal. Ne. Mišljeno je bilo, da bo en njegov prijatelj samo podpisal afidevit, v resnici bom šel pa jaz k njemu. Pa je pa tako prišlo, da je Ivotova hčerka Doroti je zbolela za tuberkulozo, sin je pa padel po štenkah in imel težko operacijo na glavo. Pravi, zdaj ne moramo vzeti in je klical tega žurovnika v Cleveland, pravi, ga lahko ti vzameš. Z drugo besedo, da žurovnik ni bil samo podpisnik, ampak je dejansko prevzel skrb za mene. Ne. In tako smo sem prišli.